Zgodba o 27. aprilu kot prazniku je nič manj pestra in dinamična kot celotna zgodovina druge svetovne vojne in nasploh obdobja okupacije. Namreč, zakaj 27. april 1941 je namreč velja za ustanovni dan organizacije Osvobodilna fronta, ki je povedla slovensko prebivalstvo v upor proti okupatorju. Skratka, oddaj se pa praznuje, najprej, da podam nekaj osnovnih informacij. Prezidij Ljudske skupščine Slovenije je 23. februarja 1948 sprejel zakon, v katerem je izpostavil dan ustanovitve Osvobodilne fronte kot državni praznik, se pravi državni praznik v smislu Republike Slovenije, rekli bi v tistih razmerah kot republiški praznik. Je pa že kmalu ista ljudska skupščina leta 1951 sprejela tudi zakon, s katerim je postavila pa 22. julij tudi za slovenski državni oziroma republiški praznik. To pa je bil dan, ko so se, kot citiram, so se na slovenski zemlji začele prve organizirane partizanske akcije proti fašističnemu okupatorju, ki pomenijo začetek vseljudske revolucije in množične oborožene borbe za osvoboditev slovenskega naroda. Tako je 22. julij postal ta datum z imenom dan vstaje. To je pomenilo tudi začetek tihega ukinjanja praznovanja 27. aprila, dneva OF. Leta 1952, naslednje leto, torej je bil 27. april, je bil še uradno praznik, ni bil pa več dela prost dan. Z odlokom 16. januarja 1958 pa je 27. april kot državni republiški praznik bil ukinjen. Šele leta 1968 je bilo sklenjeno, predlog pa je dal Josip Vidmar, ki je bil zgodovinski prvi predsednik Osvobodilne fronte, tokrat po funkciji predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da je predlagal, da se ponovno uvede 27. april kot državni praznik. Od takrat, to se pravi od septembra 1968, je tako 27. april znova postal republiški državni praznik. Seveda vse te spremembe zahtevajo nekaj pojasnil. Namreč v okviru Jugoslavije je pomenil dan Osvobodilne fronte predvsem neko simbolno znamenje specifike slovenskega upora, za razliko od dneva vstaje, ki so v vseh republikah, jugoslovanskih republikah, namreč je bil določen dan vstaje pomenil republiški praznik. Seveda, glede na vsaka republika je imela svoj dan izbran za dan vstaje. Podobno kot je bil dan OF, so imeli podobne praznike zgolj še v Makedoniji, kjer so praznovali prvo zasedanje Asnoma poleg dana vstaje, kar naj bi zaznamovalo začetek državnosti makedonske, in pa v Bosni in Hercegovini, ki je prav tako podoben organ, to se pravi prvo zasedanje Zavno-Bih, to se pravi organa, ki naj bi pomenil začetek bosansko-hercegovske državnosti v okviru Jugoslovanske federacije. Seveda je iz tega zornega kota potrebno opozoriti, da v socialistični Jugoslaviji je bila večina praznikov povezana z narodnoosvobodilnim bojem, kajti to narodnoosvobodilni boj je predstavljal legitimacijsko podlago za povojno oblast. Zdaj, zvezdnik, kot se temu reče, vse državni so bili, poleg seveda novega leta in praznika dela 1. maja, tako le še dan borca, 4. julij se je praznoval na celotni ravni, in pa seveda dan republike, ki je pomenil najpomembnejši praznik, to je 29. november, glede na 29. november 1943, ko je bilo na drugem zasedanju AVNO-ja razglašena federativna ureditev bodoče jugoslovanske države. Skratka, v republikah pa so se praznovali še, kot sem rekel, dan vstaje, in potem še v nekaterih republikah, kot je Makedonija in pa Bosna in Hercegovina, Slovenija, še posebni dnevi, ki so izvirali iz narodnoosvobodilnega boja.
Seveda je vse to z družbenimi spremembami, ki se konec 80 let in začetku 90 let zgodijo v Sloveniji, pride do popolne spremembe tudi glede oblikovanja državnih praznikov, vendar pa dan Osvobodilne fronte oziroma 27. april še naprej ostane državni praznik, tokrat kot dan upora proti okupatorju, tudi v samostojni državi Sloveniji. Je bil pa to ostal edini praznik, ki se je obeleževal v spomin na dogajanja v času okupacije. Skratka, vsi ostali vsi novi prazniki niso več bili povezani zgolj oziroma niso izvirali iz časa druge svetovne vojne. Seveda dobi ta praznik v novi državi tudi povsem nove razsežnosti, predvsem z vidika, da del javnosti, ki je simpatiziral oziroma simpatizira z medvojnimi odločitvami, s kolaboracijo obremenjenih nasprotnikov partizanstva kot pravilnimi odločitvami, tega praznika ne priznava, tako da je ta praznik vseskozi na to predmet različnih polemik. No, ampak kar se tiče 27. aprila samega, so pravzaprav že od samega začetka ga je nekako obdajala neka senca nenavadnih dogodkov, tako že sam datum, 27. april. Že v času druge svetovne vojne, skratka, že med okupacijo je bilo ugotovljeno, da dejanski datum pravzaprav zagotovo ni 27. april, ampak da je to 26. april, to je razkril zgodovinar France Škerl že med vojno, vendar so pa, ker so medtem že nekako se opredelili za 27. april, da ga bodo, da velja za datum ustanovitve Osvobodilne fronte, je pri tem datumu, ne glede na to, da so se zavedali, da ni povsem pravilen, še naprej ostal in seveda tudi v polvojnem obdobju je bilo tako. Seveda zdaj se zastavlja vprašanje, kako da niso natančno mogli vedeti, kateri datum je ustanovni oziroma začetni. Ne? Stvar je razmeroma, če gledamo v historičnem kontekstu, enostavna. Ne? Namreč Osvobodilna fronta se je namreč razvijala postopno. Ne? In v času tega sestanka, če govorimo zgodovinsko točko 26. aprila, na tem sestanku še niso mogli vedeti, kako zgodovinski pomen ima ta sestanek, kajti razvoj Osvobodilne fronte, ki je v pol leta postala naslednje pol leta izjemno razširjena množična organizacija, ki je postala pomemben politični faktor na slovenskem političnem prizorišču, je bil tako nepričakovan za njene iniciatorje in pobudnike, kot tudi za nasprotnike. Seveda vsega tega v tistih aprilskih dneh še niso mogli vedeti, tako da je pravzaprav šele Kidrič nekako prvič definiral, kdaj naj bi se začela ustanovitev Osvobodilne fronte oziroma kje iskati njen začetek. Jeseni 1941, ko je Osvobodilna fronta že postala nekako pomemben faktor, kot sem rekel. Skratka, takrat je napisal članek Pol leta Osvobodilne fronte. V tem smislu je to nekako. In takrat so definirali, da bi to moglo biti 27. aprila, kot sem pa rekel, so kasneje na podlagi natančnih, že medvojnih raziskav, je France Škerl pojasnil, da je to bilo zgolj lahko 26. aprila. Zdaj, seveda drugo, še bolj pomembno je pa ime organizacije prvotne, ne? Ali protiimperialistična fronta ali Osvobodilna fronta. Ne? Zdaj, s tem poimenovanjem so bile polemike, niti ne, ampak nejasnosti že takoj v prvi dobi, seveda po vzpostavitvi interpretativnega pluralizma, zlasti pa v času, bi rekel, demokratične današnje družbe, seveda, kjer so močne različne razlage, so se takoj pojavile različne razlage, kaj in kako.
Tako da, ampak zgodovnopis je vse to tudi že ustrezno razrešilo. Namreč povsem jasno je, da so na sestanku, ki je bil kasneje razglašen za ustanovnega, govorili o Osvobodilni fronti slovenskega naroda. To zvemo iz letaka Centralnega komiteja, ki je šel konec aprila 1941, torej neposredno po tem sestanku. Seveda je treba pri tem upoštevati, da je Osvobodilna fronta pisana z malo začetnico, ne? Kajti kot Osvobodilna fronta, to se pravi pisano z veliko začetnico kot organizacija, se Osvobodilna fronta pojavi šele v Kidričevem članku k dejanjem, ki je šel v Slovenskem poročevalcu kar nekaj mesecev kasneje, to se pravi 11. julija še leta 1941. Predvsem protiimperialistična fronta se kot ime pojavi zgolj enkrat, to ime in ta oznaka, ne. Seveda dejstvo je, da to pravzaprav v tem smislu protiimperialistična fronta nekako ni neustrezen izraz, ne. Da se je ta izraz pojavil, ustreza tedanji konstelaciji, historičnemu kontekstu, kot seveda tudi Osvobodilna fronta. Ampak problem je najbolj v tem smislu, ker dokumentov je malo za to obdobje in tudi, kot so se največkrat spominjali pričevalci, v tem smislu pravzaprav niti niso dovolj govorili ali protiimperialistična Osvobodilna fronta, za večino je bilo takrat, ker vse je pisano seveda z malo začetnico, se je uporabljalo samo fronta, kar delamo za fronto, skratka, to so bili šele začetki organiziranja, ne. In seveda tudi to pravzaprav nekako samo po sebi ne bi bilo tako ključno in pomembno, ampak zelo pomembno je, kakšna je distinkcija med Osvobodilno fronto in protiimperialistično fronto, v čem je zdaj vsebinska razlika, ker v tem je tekla, da tako rečem, razprava in polemika, ki je privedla do najrazličnejših, zelo kontradiktornih in protislovnih ocen, pač tako, kot je za našo družbo značilno na vseh področjih, ki se dotikajo druge svetovne vojne. Ampak stvar je mnogo, mnogo bolj enostavna in preprosta, kot bi si po količini teh polemik predstavljali. Namreč zadošča že, če si pogledamo gesla našega osvobodilnega boja. Namreč to tudi v zgodovinopisu ni še ustaljeno, v strokovnih krogih ni ustaljeno dejstvo in se tega ne upošteva, da pravzaprav ta gesla osvobodilnega boja, ki so bila sprejeta 15. junija 1941 na seji vrhovnega plenuma in to protiimperialistične fronte, natančno povedo, kakšna je podlaga, program te protiimperialistične fronte. S tem pa tudi odpadejo vse možne dileme, zakaj naj bi šlo. Bom samo nekaj točk tega gesel našega osvobodilnega boja prebral zdaj. Prva je bila pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vštevši pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi. Druga, osvoboditev in združitev razkosanega slovenskega naroda, vštevši koroške in primorske Slovence. Četrta, Sovjetska zveza je vodilna sila in glavna opora v osvobodilni borbi slovenskega naroda vseh zatiranih narodov. Sedaj ena pomembnejših za razumevanje tega časa. Peta, osvoboditev slovenskega naroda je mogoča samo na ruševinah imperializma. Vendar, zdaj pa natančen posluh. Kdor je za osvoboditev slovenskega naroda, ta se mora boriti tako proti nemško-italijanskemu imperializmu, ki je konkretna forma imperializma na naših tleh, kakor tudi proti propagandi angleško-amerikanskih imperialistov, ki se trudijo ohraniti kapitalizem in imperializem. Potem pa še brez boja proti izdajalski, lastni kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi. Skratka, v teh točkah, ki jih večina ne upošteva kot program protiimperialistične fronte, je dejansko zajeto vse bistveno in vse dileme, ki so s tem zvezi se pojavljale, pravzaprav odpadejo. Seveda je potem
po napadu na Sovjetsko zvezo se organizacija preimenovala, dokončno preimenovala in tudi dobila nov program, širši, to so pa znamenite temeljne točke, ki so bile sprejete 1. novembra na drugi plenarni seji Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora oziroma 4. zasedanju Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte. V teh ne bi ponavljal, ker to pa je stvar popolnoma jasna. Zdaj, seveda je pomembno že ta premik od dneva OF v dan upora, ker je seveda tudi vsebinsko različen, ampak to je samo na prvi pogled. Namreč, če preberemo, kaj je bilo ob določitvi 23. februarja 1948, ko je bil sprejet zakon o dnevu OF kot prazniku, lahko vidimo, kako je bilo definirano, da pomeni ta datum, pomeni začetek oboroženega odpora slovenskega ljudstva, boja zoper okupatorja in začetek organiziranja slovenske državnosti. Skratka, vsebinsko tudi dan Osvobodilne fronte leta 1948 definiran, pravzaprav s tem preoblikovanjem po letu 1991 z veljavnostjo od začetka leta 1992 kot novega praznika, 27. april kot dan upora, pravzaprav povsem korespondira in se vsebinsko ujema. Tako da v tem smislu pravzaprav tudi ne bi smelo biti nikakršnih dilem. Skratka, da je tudi to vsebinsko delno preimenovanje praznika pravzaprav ne bi smelo biti sporno. Kvečjemu lahko rečemo, da se v tej obliki pravzaprav, da se mu je funkcija praznika še razširila, se praznovanje upora proti okupatorju lahko razumemo kot izjemno pomemben emancipatoričen element pri vzpostavljanju nacionalne identitete. Seveda je pa tudi to absolutno obča univerzalna vrednota, ki bi pravzaprav vsaki družbi, glede na specifične zgodovinske okoliščine, pa še posebej slovenski, imeti v naboru vrednot posebno mesto in biti posebej izpostavljena. Vendar, kot rečeno, v delu slovenske družbe, kjer se, kot vemo, slovenska družba ugledano na preteklost močno diverzificirano gleda na to preteklost, predvsem na drugo svetovno vojno, pa takšne univerzalne splošne vrednote v celoti ne sprejemajo in ne priznavajo kot legitimne. In to po njihovi razlagi je težava ne toliko zgolj v samem uporu, ampak predvsem tem, da so ga organizirali komunisti, kar pa je zanje povsem nesprejemljivo in da bi se lahko poistovetili s sporočilom praznika. Seveda je stališče tega dela slovenske družbe, ki ne priznava legitimnosti tega praznika in mu poreka tudi historično verodostojnost, izhaja predvsem iz zahteve po takšni reviziji predvrednotenj dogajanja med drugo svetovno vojno, ki bi privedla do zamenjave medvojnih vlog, to je rehabilitacije s kolaboracijo obremenjene predvojnih nosilcev oblasti, ki so med okupacijo s svojim ravnanjem izgubili legitimnost zastopati interese slovenskega naroda, in po drugi strani potem pa naj bi istočasno pa naj bi se partizansko gibanje kriminaliziralo. Skratka, dejstvo je, da za takšno prevrednotenje ne obstaja nikakršna zgodovinska, verodostojna, upravičena smiselnost, kajti za to utemeljenosti v dejstvih ni, pa tudi moralnih in etičnih razlogov ni, da bi prišlo do zamenjave, da bi se umor in kolaboracija nekako ne celo spravili na isto raven, ampak celo, da bi se slavilo tiste, ki so kolaborirali, kriminaliziralo pa tiste, ki so se upirali okupatorju. Seveda, čeprav je to načeloma popolnoma jasno in tudi nobenih razlogov ni za take teze, pa je kljub temu treba opozoriti, da vsa ta prizadevanja imajo precejšnjo razsežnost v slovenski družbi, ker delujejo izrazito destruktivno